Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Pozdravljam vse udeležence konference. S kolegom Žigo smo pripravili en prispevek na temo informacijske ogroženosti in tveganj pri komunikaciji na poslovnih potovanjih, ki, bom rekel, se dotika območij, ki so izven podjetij, ki so praviloma varna območja in na teh območjih praži na nas kar nekaj nevarnosti. Zdaj, ki je COVID v bistvu prizemljil toliko letala, bi lahko, bom rekel, ta poslovna potovanja ali pa tveganja, ki se tukaj v teh okoljih pojavljajo, kar malo poistoveten tudi z nevarnosti, s katerimi se srečamo pri komunikaciji, pri delu od doma ali pa pri, bom rekel, javljanju na takšne konference, kot je naša, ali pa druge online mitinge, bom rekel, z različnih okolij, ki niso podjetij in ki so z tega vidika lahko nek vir tveganja v bistvu za vdore v naše komunikacijske povezave. Zdaj, kolega Brane je dobro omenil, da v bistvu je varnosten proces in ta proces se ne zaključi, ko mi v bistvu izstopimo z podjetja, ampak se nadaljuje tudi na naši privatni poti in pa na predvsem tudi na službenih poteh, kjer pač izvaja neke službene obveznosti. Nekaj v tem problematiki varnosti na poslovnih potovanjih je tudi kolega Podvršič omenil in izpostavil, da je to lahko tudi kar velik vir tveganj, bom rekel, ki organizacijam predstavlja ali pa jim dela sive lase, ker bom rekel, na teh potovanjih so naši sodelavci izven varnega okolja in težko v bistvu menedžirati s temi tveganji, s katerimi se srečujejo na teh poslovnih poteh. Mogoče bi, če lahko sam naprej, Žiga, kratko predstavitev. Večer pozna, sem aktivni sodelavec Inštituta za korporativne varnostne študije, aktivni član Infrastresa in pa Defenderja projekta, sem tudi DPO in pa varnostni menedžer, tako da sem v bistvu že na 30 let aktivno ukvarjam ali pa sodelujem pri teh raznih področjih na področju v bistvu upravljanja z varnostnimi tveganji. Zdaj, uporaba Wi-Fi omrežij seveda je sestavni del našega življenja, brez tega ne gre več. In če se varno ali pa če smo skrbni, imamo ustrezno varnostno kulturo pri uporabi teh varnostnih omrežij, potem načeloma imamo manj težav, lahko pa postane to tudi naša nočna mora in nam povzroči kar veliko težav ali pa tudi kakšne škode, bom rekel, če pri tem ne poskrbimo za ustrezno varnost. Če lahko naprej, Žiga, prosim. Zdaj, pripravil sem nekaj raziskav, kar naprej, prosim, ki govorijo o tem, v bistvu, kakšna je izpostavljenost posameznikov, skupin, bom rekel, ko uporabljamo ta, bom rekel, varna ali pa Wi-Fi omrežja. En od raziskav kaže, da 80% ljudi po vsem svetu išče povezave preko javnih Wi-Fi omrežij in da v bistvu 72% teh uporabnikov v bistvu dejansko popolnoma zaupa varnosti prenosov podatkov preko teh omrežij, kar je, bom rekel, zelo zaskrbljujoče. Nekako je raziskava pokazala tudi, da v bistvu je lažje oropati nekoga podatkov kot njegovih podatkov kot denarja, kot njegovega denarja. To je en zanimiv podatek. In pa, da, bom rekel, kibernetski kriminalci ciljajo predvsem na, bom rekel, te ljudi, ki se povezujejo preko teh Wi-Fi omrežij. Kolega Brane ima veliko modrih misli, pa je tudi lepo rekel, da v bistvu smo ljudje predvidljivo nerazumni in to kriminalci seveda s pridom izkoriščajo in, bom rekel, te naše šibke točke tudi pri uporabi teh Wi-Fi omrežij. En od drugih raziskav je pokazala, recimo, da 39 sekund potrebuje, že kar naprej, storilec za to, da izvede nek hekerski napad. Gre za zelo prefinjene napade, pri tem so ruski hekerji baje najhitrejši in nekje v povprečju v 18 minutah uspejo vdreti v naš sistem. Dnevno se ustvari 300.000 novih zlonamernih programov, kar je tudi zelo zaskrbljujoča številka. In pa, da, bom rekel, recimo v Ameriki skoraj 15 milijard letno, po zadnjih podatkih, vlagajo v to informacijsko varnost ali pa v kibernetsko varnost in pa v obrambo proti tem napadom. Toliko z moje strani na kratko, Žiga vam bo pa, bom rekel, se bo tudi sam predstavil, pa vam bo nekaj več operativnih podatkov povedal o ranljivosti, tveganjih pa ogroženosti pri uporabi Wi-Fi omrežij, kako se tega tudi na nek način enostavno vrvati.
Ok, hvala za besedo. Moje ime je Žiga Podgoršek, sem Inštituta za korporativne varnostne študije, sem certificiran etični hacker, del evropskega projekta Infrastress, ter seveda član Slovenskega združenja korporativne varnosti. Zdaj, če se kar lotim v bistvu svoje prezentacije, govoril bom o sami varnosti Wi-Fi omrežij, konceptualno na potovanjih, ampak to se lahko aplicira na čisto vsa okolja in tudi na trenutno situacijo, ko v COVID časih delujemo distancirano oziroma oddaljeno in se vse to lahko aplicira na te zadeve. Zdaj, koncept in delovanje Wi-Fi omrežja v tradicionalnem in najbolj poenostavljenem smislu je Wi-Fi sredstvo za komunikacijo v omrežju brez žic z uporabo radijske frekvence. Podatki se posredujejo in kodirajo ter dekodirajo skladno standardi 802.11 in Wi-Fi obdeluje podatke v območju gigaherca, in sicer trenutno v območju 2,4 in 5 GHz. V nasprotju z žičnimi omrežji se lahko vsakdo dotakne vaših komunikacijskih kanalov, ki jih seveda prestreže. To lahko privede do nekaterih varnostnih težav, kot na primer, brezžično omrežje namreč upravlja s tremi bistvenimi elementi, ki so radijski signal, antena in usmerjevalnik. Radijski valovi so ključ, ki omogočajo omrežje Wi-Fi kot samo po sebi. Računalniki in mobilni telefoni so pripravljeni za delovanje z namenskimi omrežnimi karticami. In večina ljudi med drugim uporablja svoj telefon kot sprejemnik. Seveda uporabljamo najrazličnejše vrste naprav kot sprejemnike, da se povežemo z raznovrstnimi podatkovnimi brezžičnimi omrežji, in te naprave so v praksi popolnoma funkcionalne le, ko so povezane. Ko pa, na primer, telefoni iščejo brezžično omrežje, torej, ko imamo vklopljeno Wi-Fi omrežje in ko naprava še ni povezana v neko brezžično omrežje, takrat pogosto te naprave pošiljajo v ozračje take majhne pakete informacij imenovanih probi, se pravi po slovensko sonde. Te zahteve pošiljajo delčke informacij, kot so edinstveni MAC naslov, ki je nekaj podobnega kot koristni vtis pri človeku, signal RSSI, kar je logaritemska moč signala, in seznam prejšnjih že seznanjenih SSID-ov. To so seveda imena brezžičnih dostopnih točk. In ker vsak telefon pošlje en MAC naslov, jih lahko enostavno izkoristimo za, na primer, sledenje študentom po kampusu ali za sledenje zaposlenih znotraj večjega podjetja, kjer ima podjetje nameščene svoje dostopne točke. In to je tudi eden izmed načinov profiliranja posameznikov, ki ga danes še vedno srečujemo. Čeprav danes novejše naprave sicer po večini uporabljajo neključen MAC naslov pri pošiljanju prej omenjenih sond v ozračje, ter ne izdajajo drugih informacij na način, kot ga na primer najdemo pri starejših napravah. To gre pa generalno za naprave starejše od leta 2017, čeprav tudi danes najdemo še vedno takšne naprave. In če si pogledamo naslednjo prosojnico, tukaj sem spustil eno sliko, mogoče lahko še pokomentiram, čeprav se sicer kasneje še vrnemo k tej sliki. Tukaj je v bistvu za prikaz, kako izgleda v praksi, ko neko brezžično omrežje skeniramo, oziroma skeniramo vsa brezžična omrežja v naši okolici in v spodnjem delu so vidni te tako imenovani probi, se pravi sonde, kjer se izdajajo te informacije. Ampak nekaj kasneje bom še bolj to zadevo izpostavil. Zdaj, če se dotaknemo malo tehnologij in protokolov, brezžični standardi so predvsem nabor storitev in protokolov, ki določajo, kako bo delovalo vaše Wi-Fi omrežje in seveda druga omrežja za prenos podatkov. Zdaj, razvoj 802.11 spremljamo vse od leta 1997 in tudi ob strani vidite, kako so nekako skozi leta razvijali vsa ta Wi-Fi omrežja. In vsi stari standardi Wi-Fi-ja dejansko niso zastareli. Danes še vedno vidimo v uporabi vse izmed naštetih. Vsaj še enkrat seveda. In Inštitut za inženirje elektrotehnike in elektronike posodablja standard Wi-Fi 802.11 vsakih nekaj let. In trenutni standard je 802.11 AC, medtem ko je v fazi uvedbe naslednja generacija standarda Wi-Fi 6, generacije 802.11 AX, katera je napovedana za letošnje leto 2020, proti koncu leta pričakujemo izziv. Zdaj, malenkost o izzivih teh samih Wi-Fi omrežij. Nekaj sem že napisal, pa mogoče kakšen lahko dva pokomentiram, in sicer meni delujejo napadi. To se zgodi, ko napadalec pristreže komunikacijo med obema stranema. Bodi si, da prisluškuje komunikaciji ali da vpliva na sam prenos in spremeni promet, ki potuje med njima.
Na ta način lahko pridobijo uporabniške prijavne poverilnice, osebne podatke, vohunijo za žrtvijo, sabotirajo komunikacijo ali vplivajo na celotno integriteto podatkov. Zdaj, mogoče Root Access Point je brezžična dostopna točka, ki je nameščena v varnem omrežju, brez dovoljenja skrbnika lokalnega omrežja, ne glede na to, ali jo je dodal dobronamerni zaposleni ali zlonamerni napadalec. In kaj zdaj mislim točno pod tem? Vi imate lahko super zavarovano omrežje, tudi tale slika na sredini spodaj prikazuje točno to zadevo in iz tega super varovanega omrežja ste namestili eno dostopno točko, ki jo lahko namesti neki dobronameren zaposleni, ker si hoče recimo razširiti območje tega brezžičnega omrežja za lažje delovanje in poslovanje, ampak hkrati je postavil v omrežje neko novo dostopno točko, ki ni kontrolirana s strani sistemskega administratorja in je lahko zopet polna nekih varnostnih pomanjkljivosti in seveda posledično zaradi tega tudi kompromiran celotno omrežje. Zdaj, mogoče imamo Twin, to je dostopna točka, kamor žrtev poveže svojo napravo, kjer se preneseni podatki prestrežejo in poslanejo ali preusmerijo na lažne spletne strani. To je primer napada, ko napadalec dejansko postane omrežje. Krajo podatkov s ponarejenimi spletnimi strani pa imenujemo phishing napadi. In to so neka kombinacija socialnega inženiringa že potem zraven, ampak pustimo to temo za drugič. Imamo tudi seveda analizatorje paketov, ki prestrežejo vse pakete, analizirajo vsebino, iščejo gesla, ki odprtokodno potekajo oziroma se prenašajo, pretakajo po tem omrežju in to v bistvu na dosti preprost način izpostavijo v svojih interfejsih. Napadalec na drugi strani na dokaj preprost način lahko identificira vse te občutljive podatke. Potem seveda imamo ad hoc napade, napade, forme, črvi tudi obstajajo po brezžičnih omrežjih in tako naprej. Če se kar postavimo naprej, zdaj generalno poznamo napade dostopa, se pravi dostopa pristopne kontrole, napade prisluškovanja, eavesdropping, ter napade lažnega predstavljanja, prej recimo omenjeni Twin. In seveda tudi napade aktivnega prisluškovanja, kot je recimo ugrabitev seje, social hijacking. In s tem, ko pridobimo dostop do brezžičnega omrežja, nam to odpre možnost interakcije z drugimi napravami znotraj tega omrežja. To lahko recimo aplicirate na situacijo, ko se na nekem javnem ali pa tudi mogoče zasebnem omrežju povežete na to brezžično omrežje in se praktično izpostavite vsem napravam, ki so znotraj tega omrežja že aktivne. Tudi v primeru, kadar se pridobi dostop do omrežja, se potem lahko tam tudi še druge šifrirne plasti, kot je na primer SSL. Ponovadi ni večje skrbi za prestrežen promet, ki je v neberljivi obliki, torej ko je šifriran. Če pa nimamo dostopa do omrežja, pa lahko prisluškujemo prometu, kadar smo v dosegu območja prenosa neke omrežne komponente. To v praksi sicer ponavadi pomeni, da ujamemo promet v šifrirani, torej neberljivi obliki. In to se potem poskuša, ko prestrežemo, tudi dešifrirati. Obstajajo tudi napadi, kjer se nekdo izdaja za dostopno točko, kot na primer Twin, ki sem ga prej omenjal, naprimer kot neka dostopna točka hotelskega omrežja, naprimer, ali pa mogoče vašega korporativnega omrežja, ali pa domačega omrežja. In tukaj lahko govorimo tudi o napadu man in the middle, ker ne gre zgolj za dostop do tega omrežja, ampak takrat napadalec postane omrežje. In ko postane omrežje, lahko prestreže promet, ukrade sejo in vse prej našteto, pa še marsikaj tudi drugega. Tarče tovrstnih napadov ste lahko praktično kjerkoli in kadarkoli, predvsem danes, ko vsi bolj in predvsej bolj aktivno delamo preko spleta, nadaljavo in se priklapljamo iz najrazličnejših lokacij in tako dalje. Zdaj, mogoče si malo pogledamo za en koncept warwalkinga, to je zelo tesno povezan z brezžičnimi ranljivostmi oziroma nevarnostmi, ki jih prinaša in ta brezžična mreža. In v bistvu warwalking gre za geolokacijsko označevanje brezžičnih dostopnih točk. V praksi pa to izgleda tako, da se nekdo sprehaja po soseskah in območjih, da bi identificiral, katera brezžična mreža obstajajo, kakšno vrsto šifriranja imajo, če ga sploh imajo, kakšno geslo so tam v uporabi, koliko so znana, na podlagi nekih Mauričevih tabel in vse druge ustrezne informacije. Ti podatki se na to pogosto pojavijo na najbolj različnih spletnih mestih, na katera spletna mesta, kot je na primer Wiggle, ki bom tudi nekaj kasneje izpostavil, ima kar enormno bazo teh Wi-Fi omrežij. In v bistvu tukaj na sliki vidimo na levi strani je en gospod s kar precejšno kapaciteto teh aparatur, ki se, to je pa verjetno malo bolj za šalo narejeno kot za res, ampak šalo na stran, tudi to se v praksi dogaja.
V bistvu je zadosti takle USB ključek, kot vidite na desni, ki je v bistvu za omrežno komponento USB adapterja in praktično iz žep lahko nekdo, ki se sprehaja po ulici, snema in spremlja vsa ta Wi-Fi omrežja, jih identificira in jih geolokacijsko označi, kar bomo tudi kasneje videli. Zdaj mogoče še tole lahko izpostavim, ker so že bili pri Warwalkingu. Wardriving gre za isti koncept kot pri Warwalkingu, le prevozno sredstvo je malenkost drugačno. In tukaj vidimo, se ta oseba s tem avtomobilom ni preveč skrivala, so antene kar močno izpostavljene in v avtomobilu jih je namestil kar precej in to se seveda odraža v tem, kar vidite sedaj. To je Wiggle. Naredil sem screenshot malce širšega dela Evrope in če se malenkost približamo skozi to prezentacijo, se pravi pozumiram, pridemo na območje Slovenije in mogoče nekaj anonimne ulice v Ljubljani, ki ni anonimna, ker se vidi, da piše Dunajska cesta ob strani, ampak nič za to. Gre se za to, da če zadevo še malenkost pobližamo, Wiggle dejansko samo označuje tudi MAC adrese. Se pravi, gre zadeva toliko v globino, da poleg tega, da lahko geolokacijsko identificiramo ime neke dostopne točke, se da identificirati tudi njeno MAC adreso. Se pravi, vse te podatke, ki sem jih že prej izpostavil, še enkrat tista obljubljena slika od prej, vidite v tem spodnjem delu, ki je z rdečo označen in v bistvu vidimo, kot stolpcem prav vidimo, katera že prej seznanjena Wi-Fi omrežja, neke omrežne komponente se izdajajo skozi te probe, kar sicer za novejše naprave ni nujno, zato tudi vidimo, da katere vrstice niti nima nič napisanega zraven, se izdaja neka MAC adresa, ki je lahko unikatna, se pravi, z vsako sejo se randomizira, se pravi, je naključna, ampak temu ni vedno tako. Zato na tak način pravim, če si predstavljamo neko večje podjetje in da bi lahko, če bi lahko identificiral na nek način, katero uporabnik uporablja katero MAC adreso prijavi v brezžično omrežja, kadarkoli bi ta oseba, se pravi, imela prežgano Wi-Fi omrežje in ne bi bila povezana na nobeno omrežje, bi konstantno dala ta podatek, kar pomeni, da mi lahko razberemo, katere dostopne točke znotraj našega podjetja, recimo, naprimer, ujamejo ta podatek in lahko identificiramo oziroma potem tudi lociramo, kje se ta oseba znotraj podjetja nahaja ali je sploh prišel v službo. Naprimer, mislim, tukaj ste lahko tudi marsikatero razsežnost, zdaj lahko to apliciramo na vse druge načine nadzorovanja ali pa sledenja, ki nam ga lahko na ta način povzročajo. Če za omembo Wi-Fi v Ljubljani, Free Wi-Fi, mislim, da vse dostopne točke so povezane v neko omrežje in vemo, kam lahko to pelje naprej. Zdaj, če se malenko dotaknemo analize, analiza je čisto anonimizirana. Izvedli smo raziskavo sicer na več mednarodnih letališčih ter hotelih po Evropi. Zanimalo se pa predvsem, kakšne tipe zaščite uporabljajo te dostopne točke, kako se do njih dostopa in podalje. Tudi pa smo, da večino odkritih brezžičnih omrežij uporablja šifrirano komunikacijo med klienti ter dostopno točko. Vendar smo pa kljub temu po naši raziskavi odkrili, da približno 3% nezaščitenih brezžičnih dostopnih točk ne uporablja šifrirane komunikacije in celoten omrežni promet pošilja po zraku nezaščiteno, kar je zelo slabo. Mi smo pa izvajali nobenih drugih manevrov, ki bi lahko predstavljali problem iz kakšnega pravnega vidika. In mogoče še tale slika, da izpostaviti, vidite, kar nekaj omrežij je imelo odprt način, se pravi te autentikacije na brezžično omrežje, kar pomeni, da kdorkoli se poveže na to brezžično omrežje, poleg vas je v istem omrežju kot ste vi in predstavlja že varnostno vprašanje. Mogoče na hiter nek graf, ki prikazuje v zgornjem delu z rdečo črto prikazuje, se pravi, nešifrirana omrežja od leta 2010 do leta 2020, zeleno je pa označena šifrirana omrežja. Se pravi, vidimo, da nešifrirana omrežja so kar padla skozi leta, če bi imel mogoče časovnico še 10 let bolj razširjeno, se pravi, leta 2000 naprej bi videl, da je praktično šifriranih komunikacij v začetku niti ni bilo. Mogoče čisto zanimiv podatek, malo bolj v številkah, ampak se ne pomaknem kar naprej, ker se čas izteka. Zdaj, mogoče, kako se obraniti pred Wi-Fi napadi? Na napravah vedno poskrbite, da imate nameščeno ustrezno zaščito. Poskrbite, da imate vedno nameščene najnovejše varnostne posodobitve in popravke, pri tem pa je smiselno preverjati tudi sam izvor te posodobitve in s tem preprečiti zlonamerni programski opremi prikrito izdajanje kot posodobitev. Uporabljajte virtualno omrežje VPN. Vsi operacijski sistemi ponujajo vrsto VPN rešitev. Dober VPN bo šifriral in zaščitil vašo internetno povezavo v napravah, ki jih uporabljate. Prav tako bo skril vaš IP naslov in lokacijo, kar močno poveča vašo spletno zasebnost.
Priporočam, da namestite programsko opremo VPN na vse svoje računalnike, pametne telefone in tablične računalnike brez izjeme, saj na katerega koli izmed njih je mogoče ciljati v kibernetskem napadu. Poslužujte se uporabe močnih in edinstvenih gesel. Gesla velikokrat prenašajo preglavice, ampak uporaba edinstvenega in močnega gesla za vsako napravo in aplikacijo nenehno otežuje življenje kibernetskih kriminalcev. Predvsem pa ne uporabljate istega gesla za vse prijave. Poskusite se navaditi brisanja poznanih Wi-Fi točk zaradi prej omenjenih sond, predvsem če so te bile javne in brez zaščitnega gesla. S tem preprečite, da se vaša naprava samodejno poveže na zlobnega dvojčka, naprimer, ali vaši napravi nepoznanega brezžičnega omrežja, katerega so napadalci uspeli prepoznati. Povezujte se samo na preverjene in zaupanja vredna brezžična mreža. Povezujte se samo na varna spletna mesta. Kolikor spletna stran uporablja HTTPS protokola, se poslužujte uporabe storitve HTTPS Everywhere. To je razširitev, ki je omogoča na Chromu, Firefoxu in mogoče še na kakšnem brskalniku. To je v bistvu šifriranje interneta. Samodejno izvaja HTTPS zaščito na mnogih spletnih straneh. Razvit je bil v kombinaciji z razvijalci Tor projekta in EFF-a. Samodejno preklopi na tisoče spletnih mest z nezaščitnega HTTP-ja na varno HTTPS povezavo in zaščitil bo pred številnimi oblikami nadzora in kraj uporabniških računov ter nekaterimi oblikami cenzure. Celotna izvorna koda je seveda dostopna na GitHubu in se lahko tudi preberete in s tem sami prepričate v njeno pristnost. Zdaj, namestite protivirusne programske rešitve na naprave, seveda, izklapljajte vse možnosti skupne rabe, ki so lahko vratne za vdor v računalnik, spremljajte aplikacije, ki jih uporabljate, ker so lahko izkoriščene kot vrata v vašo napravo, nikoli ne odklepajte telefona z raznimi tako imenovanimi jailbreak kodami ali ruti, s tem onemogočimo grejno varnost naprave, seveda, izklapljajte Bluetooth, ko ga ne uporabljate, s tem preprečite napadalcu izvedbo globora napada, ki za uspešnost ne potrebuje uporabniške interakcije, potrebno imeti samo napravo v vihnem stanju, se pravi, sklapajte Bluetooth, ne potrebujete niti predhodnega povezovanja z vašo napravo, temveč zgolj aktiven Bluetooth, res ga je treba sklopiti. In zastrašujoče je tudi to, da je izvedljiv na vseh programskih opremah Bluetootha, se pravi, Bluetooth v nobeni verziji ni imun na ta napad. Šifrirajte vse občutljive podatke, vsi podatki, ki bodo poslani preko VPN mreže, bodo šifrirani, kolikor te možnosti nimate, je smiselno, da podatki šifrirate ločeno na napravi in jih na to že šifrirane in zavarovane pošljete po tako imenovanem nevarnem omrežju. Uporabljajte dvonivojsko autentikacijo, kjer je to mogoče, in to je to, kar se tiče nekih nasvetov, da mogoče zelo nehiter, sam tale slika, ki je bila zelo zanimiva, se ne mogo odgor prikazuje, kako preprosto je v bistvu surovo silo razbiti gesla. To je sicer naprej poštev pri Wi-Fi-ju, ker se uporablja predpripravljene avrične tabele in se primerja haše ali uporablja moodliste, ampak čist za občutek vidite, da če uporabljamo samo številka in tam do 10 znakov, je to v bistvu praktično tako pade. Zdaj pa samo še zadnja zadeva. Imamo tudi pen testing, to je proces utrjevanja varnosti Wi-Fi naprav z iskanjem obstoječih in potencialnih varnostnih praznin. In to seveda vključuje testiranje aplikacij, autentikacijske politike, iskanje odprtih vrat ter nešifrirane komunikacije. Tako da, če niste sigurni vaša Wi-Fi mreža, dajte jih preverjati. To je z najne strani vse. Hvala za pozornost. Miran in Žiga, hvala lepa za to predstavitev. Kasneje bi prosil, da še odgovorite na določena vprašanja v chat rubriki.